Torej, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, veliko nas je. Organiziran je tudi streaming, tako da Moskva, Berlin, kjerkoli še so vaši prijatelji, nas bodo lahko tudi slišali. Poleg tega bi naj delovalo ozvočenje zunaj, pa seveda tudi na telefonih, tablicah, vse povsod po celem svetu, gremo. Danes je z nami Alenka Zupančič, predstavnica slovenske lakanovske šole. Zdaj vemo, tukaj je še recimo gospod Žižek, ki ima zelo dober stil, gospod Dolar, ki se ukvarja z obmejnimi pojavi glasom. Vemo pa, da glavna v tej šoli je Alenka Zupančič. Ona se ukvarja z bistvom, z samim jedrom te šole, torej z tistim, česar ni, nekaj takšnega. Okay. Naš načrt je, da pridemo nekako do samega jedra problemov na nek zavit način preko seksualnosti. In zdaj me za začetek zanima, mislite, da bo to mogoče, nam bo uspelo? Je mogoče priti recimo do glavnih problemov civilizacije, Freud je o tem razmišljal, Lacan. Je mogoče priti preko razmišljanja o seksualnosti do tega, kar muči civilizacijo? Nam bo uspelo? Jaz mislim, da ne bo. In sicer zato, ker bom probala biti zelo precizna, pa zelo natančno takoj zamejiti ta okvir te debate, da ne bi odplavali preveč v neke asociacije v zvezi s seksualnostjo, ki seveda nimajo kaj posebne veze s tem, kar bi želela danes tukaj povedati, oziroma kar sem razbrala, da bi želel slišati, da povem, recimo, če tako rečem. Zdaj, nek kontekst, recimo, seksualnosti. Jaz sem dejansko klele, če mi ne zamerite, da pol strani tako bolj kot ne preberem, zato da damo nek precizen uvod, iz katerega pol lahko izhajamo naprej, se navezujemo na širše zadeve, ampak rada bi bila na začetku zelo precizna, ravno zato, ker kot rečeno je tema takšna, da se ponuja v razne smeri, pa da zakoličimo recimo par točk. Tako da, in ker se mi ni zdelo vredno na pamet tega učiti, da bi bolj kul izpadla, vam bom enostavno bolj kot ne prebrala pol strani nekega izhodišča. To, na kar si me pač lovil, je to, s čimer se ukvarjam, je to, česar ni, torej spolno razmerje. Velika, kot veste, temeljna, tako rekoč Lacanova postavka. Malo manj recimo znano ali pa razvpito je to, da je na nek način jedro psihoanalitične teorije sta pravzaprav dve postavki v zvezi s tem. Prva ta, da spolno razmerje ne obstaja. Najprej, kaj to pomeni? To pomeni, da recimo ne obstaja, ne vem, moška in ženska narava, ki bi se prilegali druga drugi kot ključ in ključavnica, recimo, kot so včasih rekli. Ali pa, če si sposodimo lepo definicijo gospoda Primca, čudoviti dopolnjujoči se naravi in spolnosti moškega in ženske. Skratka, to trdi Lacan ne obstaja. Skratka, to je prva postavka. Druga, nič manj pomembna, pa se glasi, to nerazmerje ne le da vzpostavlja, ampak na nek način narekuje logiko pogojev razmerij, ki pa seveda še kako obstajajo. Skratka, to ne pomeni, zdaj pa ni razmerje, je vse samo pač neka konfuzija. Gre le za to, da ta razmerja so že od znotraj na nek način določena z neko temeljno odsotnost ali pa, če hočete, manjkom neke komplementarne, v ne vem kakšni kozmičnem redu utemeljenega razmerja. Skratka, človeška seksualnost ne deluje na podlagi globljega smisla, kozmičnega dopolnjevanja, ampak seveda predpostavlja kompleksno serijo elementov, ki jih vsako razmerje, ki pač zafunkcionira in marsikatero zafunkcionira, poveže v neko strukturo, jim da neko zgodbo, če tako rečem. Torej, in to dvoje je treba vse skozi misliti hkrati. Ni spolnega razmerja, hkrati pa seveda obstajajo razmerja, ki so konec koncev zanimiva in kompleksna ravno zaradi tega. In
če zdaj probam korak bolj približati recimo nekemu širši uporabnosti, če tako rečem, teh formul. Lahko že rečemo v prvem koraku, da se recimo fantazma tega naravnega dopolnjevanja in pa nek cinični umik recimo v zagrenjeno anatomijo elementarnih delcev, kjer pač vsak zasleduje samo svoj užitek, da sta to dejansko dve plati istega. Da to nikakor ni nasprotje, ampak oboje temelji natanko na utaji tega, če ne tako rečem, da ni spolnega razmerja in potem ali to krpamo ali pa pač se delamo, da je odgovor to, da dvignemo roke. In bom šla še korak naprej in bom rekla takole, da tisti, ki se grejo recimo ravno neko sveto vojno v imenu te dopolnjujoče se naravne spolnosti, bodisi v krščanstvu, v kakšni drugi veri ali pa tudi konec koncev ateističnih yin-yang filozofijah. Skratka, da mislim, da prav te ne verjamejo ne v naravo, ne v ljubezen. So rekla, radi bi verjeli, a kot da ne morejo. In to mislim, da je neka ključna struktura, ki je skupna fanatikom dejansko vseh vrst. Torej, bolj ko se maje njihova vera, bolj se krepi njihova volja po veri. Dejansko ali pa objektivno recimo ne verjamejo in na neki temeljni ravni jim je tudi vseeno za to. Če le lahko imajo občutek, da pa verjamejo, oni pa verjamejo. In mislim, da dejansko tisto, kar jih ideološko upijanja, danes pogosto slišimo to, da so ekstremisti ideološko pijani, to, kar jih ideološko upijanje, je dejansko občutek, se mi zdi, da verjamejo in ne vera kot taka sama po sebi. In mislim, da bi v tem dejansko lahko videli celo neko matrico radikalizacije v vseh mogočih različnih kontekstih po svetu, neko matrico recimo nekega fundamentalizma, ta nora volja po veri, potem da bi nekaj verjeli. In natanko v tem smislu, še samo par opomb, se mi zdi, da se motijo tisti številni neki recimo nihilistični diagnostiki današnjega zahodnega sveta, pri katerih je mogoče zaznati neke vrste celo zavist, v smislu, zdaj oni drugi, pač radikalci, ne vem, samomorilski napadalci, so pa še edini, pri katerih pa obstaja ta prava vera, oni pa zares verjamejo. Jaz mislim, da ne verjamejo, ampak dejansko so pijani od občutka, da verjamejo. Da gre tukaj že za nek, da nedolžnost tukaj je bila že izgubljena in to zelo lepo, da ne bom jaz tega ponavljala, izpeljuje recimo Boris Budan v coni prehoda ravno okrog teh pojavov nove ortodoksije v Srbiji. V tem smislu tudi je Žižek že pisal, kako krhka mora biti ta vera, da jo vse vrže iz tira. In dejansko sem mimogrede pomislila še na en primer tega, ki je veliko bolj neškodljiv, bi rekla, ali pa zabaven tudi, je pa dejansko isti model tega funkcioniranja, ki nas bo zdaj nekako pripeljal do poante, nek model podal, kaj je zdaj ta harmonija, ki jo za vsako ceno hočemo in kaj se zgodi, ko jo dosežemo. Spomnim se, da pred leti, ko to niti še ni bilo tako zelo moderno in vse naokrog, sem poznala nekoga, ki je bil popolnoma obseden z zdravo prehrano. Skratka, s tem, da ne bi dal vase kakšnega tujka, kaj, kar bi pač tako ali drugače, da je to sladkor, pesticid, karkoli, kar bi lahko škodilo, porušilo harmonijo njegovega telesa, ga vrglo iz tira. Bila je pač, evidentno neka patološka struktura, podvrgel se je strahotnim nekim dietam, režimom, vseh mogočim fantazmom, kaj zdaj lahko, kaj ne. No, ampak skratka, to, do česar hočem priti, je, da v nekem trenutku, to se mi zdi taka res briljantna formulacija, je rekel, da zdaj je nekako njegovo telo prišlo do takega ravnovesja in take harmonije, da je dovolj, da pogoltne en košček, mali košček čokolade in bruha kot vidra. To je definicija harmonije. In mislim, da to je tisto naravno ravnovesje, ki ga pač zagovarja gospod Primt, ali pa tista vera, ki jo pač zagovarjajo takšni in drugačni, recimo verski skrajneži, skratka, ki jih iz tira vrže že to, da zagledajo, ne vem, burko, da zagledajo nekoga, ki skratka, karkoli, nek minimalni preblisk nečesa poruši harmonijo natanko tako, kot v tem primeru človeka, ki
zaužije košček čokolade in potem, ne vem, bruha cel popoldne. In tukaj mislim, da je to je nek problem. No, hočem reči, ne vem, če sem bila dovolj jasna, da tukaj ni, da ta harmonija temelji že na takšni potlačitvi, na neki taki patološki strukturi, da seveda ni čudno, da je v hipu zmanjka, ko se soočiš s čimerkoli realnim. Zdaj, seveda so ljudje, ki s tem manipulirajo, ampak hotela sem predvsem reči, da seveda tudi nočem dati te teze, da je to zdaj vse vprašanje nekih osebnih patologij. Seveda je zelo lepo, če nekdo sistemsko, strukturno poriva, recimo toliko in toliko množico ljudi v nek položaj, da lahko sploh odreagirajo na ta način. Ampak v vsakem primeru pa je to neka struktura, ki nima, po mojem, neposredne veze z vero, ampak z nekim obupnim uklepanjem tega, da se ne bi bilo treba soočiti, da spolno razmerje ne obstaja in da tudi družbene razmerja niso nekaj, kar bi bilo zapisano v zvezdah, ampak jih je treba vsakič znova izbojevati, narediti, ustvariti, najti in pač stvar je work in progress. Se upravičujem za ta daljši uvod. Torej, zdaj, v naslednjem vprašanju me zanima, kje smo danes mi tukaj. Rekli ste, spolno razmerje ne obstaja, to je neka prazna točka. In značilnost recimo najbolj agresivnih režimov je, da poskušajo to definirati, ne, kot da nekaj je in potem določajo neke bolj ali manj jasne vloge ženski, moškemu in tako naprej. Zdaj, sicer tukaj se spomnim, imamo različne verzije tega. Rdeči kmeri so prepovedali nasploh to razmerje, ne, željo. So rekli, da tega niso hoteli to odmisliti čisto. So bili represivni recimo režima. Ne. Potem imamo na drugi strani za verjetno islamsko državo ali karkoli, kjer zelo jasno poskušajo preko neke tradicije definirati, kaj bi naj to bilo recimo spolno razmerje. Ne. Ampak kje smo tukaj mi, torej zahodna družba? Zdi se, zdaj, da smo preko vseh teh analiz, preko vsega tega razmišljanja poskušamo reči, vse je dovoljeno, nekaj takšnega. Ne? Torej, kje se nahajamo zdaj mi? Ali tudi naša družba recimo definira, se vam zdi, ob tem trenutku še vedno te vloge in tako naprej in je zaradi tega nasilna ali pa smo nekje drugje? Ja, vsekakor bi ponovila to, kar si pač rekel na začetku. Dejstvo je, in to, če pogledate zgodovinsko, je to dejstvo eklatantno, da kjerkoli se pojavi, v bistvu katerikoli režim, vzamemo pač pod drobnogled, vidimo, da na neki točki je zelo ključno, nastopi vprašanje, kako regulirati, kako postaviti recimo politiko spolov, če ne tako rečem, oziroma spolno razliko, spolne vloge in tako naprej. To niso samo totalitarni režimi, seveda tudi demokratični in tako naprej, ampak to že od nekdaj je to ključno. In čim je in tudi v imenu te harmonije se seveda določi, kje je komu mesto. Če pač vemo, kje je komu mesto, potem imamo občutek, da pač obstaja razmerje med deli te celote ali kakorkoli že to postavimo. Tako da v tem smislu to je zanimivo, paradoksno vprašanje, ki konec koncev, tudi če pogledate 20. stoletje, vsa emancipatorna gibanja, tako rekoč, so tudi seksualnost postavila v neko ključno točko. Zdaj, kakorkoli je bilo to razumljeno, ali emancipacija same seksualnosti ali pa emancipacija od seksualnosti, tako da se nam pač ne bo treba sploh s tem ukvarjati, če je bilo pripoznano, da v bistvu vse buržoazne pač tegobe izhajajo prav zato, ker smo na to fokusirani. Tukaj je nek problem in če hočem reči, da je tukaj nek problem in da ni razmerja, dejansko je teza močnejša, kot samo reči, so samo neke razpršene zadeve, ki pač ima neko pluralno množstvo, da se pa dajmo tako pa drugače povezovati. To nerazmerje ima, ta negativnost ima neko pozitivno ontološko funkcijo. Skratka, na nek način zelo pozitivno vpliva na to, kaj pa se pojavlja in kako se pojavlja in diktira neke logike. Zdaj, kje smo mi? Mi smo v nekem smislu to, da je vse dovoljeno,
to je bil eden od, po mojem, velikih odklonov in tudi seveda velikih nerazumevanj Freuda, kadar se psihoanalizo direktno meša v to zgodbo, ki sam Lacan imenoval, kako je bilo že rečeno, Marksolevičarstvo ali nekaj takega. Skratka, da je zdaj osvoboditev seksualnosti, vse je dovoljeno, vseh bremen, to je pa zdaj tisto, kar nas bo recimo tudi politično osvobodilo. Pač poanta Freuda je bila prav nasprotno, da seksualnost ima v sebi neko zagato, nek temeljni problem in tukaj nekaj osvobajati. S tem problemom se je treba kot problemom soočati. Drugače se samo perpetuira v raznih problemih. Treba se soočiti z nemožnim tega, ne pa z pač nekimi prevodi, recimo tega v raznih registrih. Tako da to, da je vse dovoljeno, ali pa ne vem, Bog je mrtev, vse je dovoljeno, to pač kot, mislim, da dosti znano, je Lacan zelo eksplicitno zanikal v smislu pač tiste parafraze Karamazova, ko je Bog mrtev, ni nič dovoljeno in pač lahko še tako vse dopustite, zagata seksualnosti postaja vedno večja in to dejansko vidimo tam, kjer je recimo neka odprta družba, kjer je v tem smislu vse dovoljeno, to ne pomeni, da zdaj pa ne vem, vsi veselo uživamo, pa ni nobenega problema. In to dejstvo je potem seveda mogoče spet izkorišča strani vseh mogočih ljudi, ki bodo spet prišli pa rekli, ja, to je pa zdaj zato, ker samo neregulirano uživate, pa je vse dovoljeno, pač dajmo še spet kaj malo prepovedati. Mogoče bo celo kaj pomagalo to, ampak dejstvo je, da s tem osnovnega problema ne rešimo. Tukaj ta zagata vztraja tako ali drugače in seveda umetnost je, ali pa če hočete ljubezen je, kako to narediti, da zafunkcionira na neki drugi ravni, da dejansko nekaj zanimivega da ustvari neko razmerje skozi to, ne pa samo to vprašanje, a je preveč prepovedano ali premalo prepovedano, ker po tej poti pač ne pridemo prav daleč. Se vam zdi, da je recimo temu problem seksualnosti večen, ali je prišel v nekem trenutku zgodovine pred nas, ker recimo po nekih zgodbah, včasih nekoč, 2000 let nazaj, to ni bil, se s tem ljudje niso razbijali glave. Danes pa si, mislim, recimo torej Freud ali pa Lacan sta to dala, pa tudi vi, kot jedro problema civilizacije na nek način, česar prej mogoče ni bilo. Torej, me zanima, je to v nekem določenem trenutku prišlo? Zdaj recimo tukaj mi pride na misel kapitalizem potrošništva, ki deluje ravno preko tega ustvarjanja želja, recimo vidimo reklamo, srečna družina v avtomobilu, potem moramo si avtomobil kupiti, in tako naprej. Je to prišlo, se vam zdi, v določenem trenutku in je zaradi tega sta Freud in Lacan to začela reševati, se s tem ukvarjati, ali je pač to večen problem, je to večno bilo in tega ne bomo nikoli rešili? Oboje je res. Zdaj na neki ravni, seveda, da tukaj moramo zdaj malo vedeti, o čem govorimo. Jasno je, da se diskurzi, nek način družbene vezi se spreminja, obstajajo neki prelomi, ker se stvari spremenijo na zelo fundamentalni način, v smislu, da pač nekaj se strukturira v neki obliki, ki prej ni obstajala. V tem smislu pač obstajajo prelomi. Vsekakor pa mislim, da ne vem, če berete Grke, ne morete reči, da ne vem, to pač zdaj to jih pa ni zanimalo ali ni bil problem. Je bil pač problem druge vrste, ampak vsekakor pa ne moramo reči, da ni bil problem. Zdaj, če je to vprašanje. Zdaj, obstaja seveda ta znana Foucaultova teza, po kateri je pač psihoanaliza tako rekoč izumila obsedenost s seksom, zato da bi nas na ta način podjarmila in pripomogla recimo k neki biopolitiki, nadzorovanju recimo neke intimne sfere, reprodukcije, tako naprej. Tukaj, pač mislim, da tukaj ni mesto za neko bolj poglobljeno razpravo o tem, ampak mislim, da tukaj se je na neki točki Foucault radikalno motil, namreč v tistem smislu, da psihoanaliza je predvsem izumila nezavedno. In seksualnost ni izumila oziroma postavila v ospredje pač kot neko
potlačeno stvar, ki jo dajmo zdaj privleči na dan, pa v njej odkrito govoriti, pa bo vse lepo, ampak ravno kot inherentno nezavedno. Nekaj na seksualnosti je konstitutivno potlačeno, skratka, nekaj tukaj manjka in to generira to usmišljanje, ta govor. Freudova zadnja skrb mu je bila vse usmisliti s seksom. Njegova skrb je bila, ali pa Lacanova pa še toliko bolj, seks zvest na čisti nesmislu. Natanko na tisti rob nesmisla, ki je realen, v tem smislu je seksualno realno, ne neka realnost, ampak tisti rob čistega nesmisla, ki ga kot taki, pač s katerim kot taki živimo in čigar, recimo, če zdaj zelo enostavno rečem, nesprejetje ravno generira vse to usmišljanje, to pa pomeni to, to pa pomeni to, pa to nezavedno tukaj uživa, ko to dela, ko prosto asocira po neki poti, ki jo lahko razbiramo kot, ne vem, seksualne asociacije. Ampak to je že nezavedno, tukaj je cenzura že na delu, tukaj je neka zadovoljitev druga že na delu. Skratka, ne gre za to, da bi se da bi imeli dve ravni, kjer bi se potem eno preslikalo v drugo. In v tem smislu pač seksualnost, tako kot danes nastopa, seveda je problem seksualnosti, če hočete, je in normiran in izkoriščan ekonomsko, seveda na vse mogoče načine vpet v neko družbeno vez, v neko ekonomijo želja, užitka še bolj. Mislim, da želja je že tako malo pase, danes je samo instant pač zadovoljitev in gremo naprej. No? In da pač seveda tudi neko, to, kar je Freud imenoval nelagodje v kulturi, je dejansko, to je že dolgo tega, pa mislim, da je to termin ali pa neka besedna zveza, ki danes še kako zveni, še kako poimenuje marsikaj, v čemer živimo. Je neko nelagodje v kulturi v smislu pač civilizacije, kakorkoli, kjer je karkoli storimo na nek način ni čisto pravilno. Seveda želja se zadovoljuje oziroma se krepi s tem, da se pač izmika, ampak to je vse, se pravi, nekaj, kar se lahko v kar največji možni meri šlepa natanko na to, če ponudimo ljudem neko fantazmo, če se zdaj vrnem na začetek, dejansko je nek skrin, ki obljublja, če ne tako rečem, spolno razmerje ali pa če hočete neko srečo. Skratka, če se ravno s spolnostjo ne soočamo s seksom kot problemom, ampak kot z rešitvijo. Pa se, torej, se strinjate lahko bi enega imela. Se strinjate recimo s tem, da ta ideja te harmonije, ki bi naj tukaj bila, povzroča, da so ljudje recimo nesrečni, da imajo velike težave, da poskušajo rešiti to ljubezen, ne. Mislim, to je nekako po mojem vezano s tem, da se danes ljudje bolj, in da to je neka objektivna tendenca, zatekajo v zasebnost, ne, v intimo. In vidijo v tem rešitev recimo svoje sreče, kakorkoli. To jim je glavno v življenju postane. Ne. In to postane potem lahko precej moreče. Za začetek se strinjate s tem, da se to dogaja, da je to neke vrste tendenca. Zatekanje recimo v intimo, v ideologija tega, da je sreča doma, ne, v harmoničnem odnosu, ne, nekje pa vi pravite, da ga ni. Nedvomno, saj to je jasno, da to pač je neka ideologija sodobnega kapitalizma zlasti, ki se predvsem trudi depolitizirati družbo in maksimalno recimo izmakniti kakršnokoli platformo javnosti ali pa skupnega ali pa tako. Tako da v tem smislu, kaj lepšega kot to, seveda, da pač rečemo, naj se vsak doma ukvarja pač svojim vrtičkom, sam sabo, svojo srečo in jo potem, ne vem, po raznih medijih oglaša in prikazuje drugim, ampak tukaj je nek problem, ki mislim, da je še malo drug. Ja, to je pač neka ideologija osebne sreče in ki je hkrati pač ekonomska, ki je kulturna, ki ima pač mnogo aspektov, kjer mislim, da tudi seksualnost, to je zdaj tako, predvsem je poudarjeno, to mislim, da je neka taka zelo konservativna
varianta tega, da ti vam potem rečejo, ja, seveda ni spolnega razmerja, ampak treba je, to vidim, da neki psihologi že neke take nasvete dajo, sedaj, ker pač veza, ne razmerje, to je pa delo, ne, to pa pač ne morete kar tako, to pa, mislim, ker v bistvu saj ne rečem, da ni, samo mislim, da poanta tega je neka zelo druga, je to vse potrpite, ne, Bog ne daj probati kaj drugače, pa kaj upati, da bo mogoče kdaj kaj zafunkcioniralo resnično, ampak samo, gledajte, sej tudi pri drugih ni tako, a ne, se ne da, pač ne gre, zato pač bodite doma v svoji hišici, pa vsaj pač podobo tega dajete, da pač stvar deluje. No, ampak to je spet, upam, mislim, da nas ne bo preveč zaneslo zdaj v neke, pač, tako je sigurno, da ideološka prisija tega nekega pač, ja, intimnih vprašanj, izlivanja intime, tudi javno, konec koncev vse je to zanimivo brati, kaj se dogaja v teh reality showih in tako naprej, ko je dejansko ni samo neko potiskanje ljudi v intimo, ne, zdaj pa bodite tam v predmestju v svojih družinskih okvirih, ampak prav nasprotno, to, kar tam delate v svojih družinskih okvirih, poskušajte pač izliti vesoljni javnosti pač prek tako da tudi ta intima je že zelo kot rukavica obrnjena navzven, spet v nekem spektaklu prikazovanja nečesa, kar zelo in po mojem vedno bolj neuspešno skriva tisto, pač česar dejansko ni. To pa je, tukaj pa mislim, da je neka skupna točka, če dovolite samo tega, ljubezni ali pa tako in družbenega, skratka, neka točka skupnosti. In to mislim, da par je bistveno več kot to, da se dva pač zapreta domov, pa pač seveda imata neko svojo zgodbo, ampak je že nek zametek nečesa, neke skupnosti, ki je več kot seštevek dveh posameznikov. Tako kot je človeška skupnost, človeška javnost, skupnost zlasti tudi v tem močnem političnem smislu, je vedno več kot samo seštevek tistih posameznikov, ki jo sestavljajo. In to, prav ta transubstanciacija, če tako lahko rečem, ki to povzroči, to pa je tisto, kar je takoj prepoznano kot največji možni bav. In to pač ne gre, to ni... No, to sem vas vprašal zato, ker me še to zanima na naslednjem vprašanju. Je potem recimo branje ali pa Lacan, branje tega, analiza tega rešitev, kot neke vrste napotek, recimo to bo pa zdaj prineslo harmonični odnos. Branje Lacana je absolutno koristno zato, tako kot je koristno branje kakršnekoli pametne stvari. To mislim, da je to, Lacan ni recept, seveda, ni recept za nič, še manj Freud, tukaj se vse začne pač s tem, da recepta ni. In mislim, da je pač, seveda pa izbranje Lacana lahko koga pač konec koncev srečamo, kdaj. Tako da mislim, da, tako bom rekla, jaz mislim, da je branje Lacana celo bolj družbeno koristno kot pač tudi, če ga sam čisto v samoti bereš, kot pač neko, recimo, tudi parčkanje ali pa druženje ali pa karkoli. Tako da samote v tem smislu ne podcenjevati. Mislim, da ta intima je en del umika, samota je pa nek drug del, ki je lahko veliko bolj produktiven in ki je lahko veliko bolj subverziven tudi konec koncev, ki ni samo neka izolacija iz družbe, ampak je pač lahko pač povzroči kaj presenetnost. Ok, in zdaj pridemo k drugemu problemu in to je, koliko se pa zdaj mi tukaj, Zahod, naša kultura, razlikujemo od te druge kulture, islama recimo, ne? Koliko so skrajni islamisti isti naši skrajni desnici, koliko je to dejansko ista zgodba. Torej, zgodba istih problemov, recimo dveh področji, kjer živijo ljudje, ki pa se soočajo z dejansko istimi strukturnimi, izzivi, moderne, nasprotji in tako naprej. Ker namreč danes je predstavljeno kot, da gre za dve različni kulturi, ne? Mi imamo neke svoje probleme, ne? Oni imajo pa še večje probleme, ne? Ampak moje vprašanje je, ali je to isto, ne? Ali so tudi recimo tisti skrajni desničari dejansko isto nori kot tu naši slovenski, ne? Oboji definirajo verjetno, isto jaz lahko sklepam iz tega, kar ste povedali,
seksualno družino ženske, ne, na podoben način. Ne. Ja, pač jaz osebno poznam več norih tukajšnjih kot tistih, ker jih pač osebno ne poznam, ampak vsekakor mislim, da je strukturno je neka paralela, ki sigurno obstaja. Skratka, to, da je kot prvo, da je takšna ali drugačna, ja, tudi regulacija, kot rečeno, seksualnosti ali pa da nastopa ponavadi, mislim, to tudi ni konec koncev naključje, da je tako imenovani drugi spol, da je ženska skozi zgodovino pač natanko lokus definiranja tega, kaj zdaj sploh je spolna razlika, kaj sploh je razmerje, kaj sploh je družina, kaj sploh je družba, skratka, da se konstantno preko pač tega imena, če ne tako reče, ne samo telesa, tudi preko tega imena določa in samo definirajo različne ideologije, različni pristopi k temu, k družbeni regulaciji, to je pač neko spet masivno dejstvo, če pogledamo zgodovinsko. In tukaj se mi zdi, da je mogoče ena stvar, ki je za poudariti, je to, da feminizem zame vsaj, mislim, tisto, kar je želahnost feminizma, je to, da to v osnovi ni gibanje za afirmacijo ženske identitete, ampak je politično gibanje. Politično gibanje v enem zelo natančnem smislu. Tistem, da recimo, kaj neke stare, tradicionalne družbe so vse verjele, ne, nasprotju z Lacanom, da ženska obstaja. Ženska obstaja, vemo, kje je mesto in iz tega pač sledijo določene konsekvence za njo, za moža, za celo družbo. Recimo tudi to, da nima volilne pravice do neke točke. In to, kar je naredil feminizem, ki je bil v osnovi tudi konec koncev gibanje, ki se je začelo z vprašanjem političnih pravic, je to, da je prej izdelal pač kot nek razcep na dva svetova, ne, moški ali pa ženski, prevedel v razcep istega sveta. V svet, čigar hegemonija je temeljila na, če hočete, izključitvi dobršnega dela prebivalstva, politični izključitvi, je vpeljal razcep kot tak. In to je politična gesta. To je tisto, ker je recimo, če se vrnem k tem, da ne bo mislil, da mi pač spolnost zanima kot neka podstat političnega, tukaj je seksualno neposredno je politično. In smislu, je ta razcep postane natanko del. Svet se ne more več obnašati, kot da to ni isti svet. Skratka, in še enkrat ponavljam, zato se mi zdi, da je ključno pri tem, da za razliko od tistih, recimo, tudi konec koncev feministki pravijo, zdaj pa bomo še drugi glas, pa žensko identiteto, to je po mojem je brez veze. To je natanko nekaj, kar je vedno bilo uporabljeno za to, da se pač žensko v bistvu definira tako ali drugače. Ženska pozicija tukaj je privilegirana pozicija postavitve neke homogenosti pod vprašaj na njeni nevralgični točki. Je tista, recimo, perspektiva, iz katere lahko vidimo, da družba ni tako zelo homogena, pa jo preči nek notranji antagonizem. Podobno kot recimo je pač Marx rekel v razrednem boju. Torej, zdaj, bi se rad vseeno vrnil k temu vprašanju o tej krizi. Zanima me, a je ta kriza, ki jo imamo, je ekonomska ali je to civilizacijska kriza? In me zanima vaše mnenje, pa bom dal en primer. Mislim, da je v Franciji 6% muslimanov, ne? Ampak med mladimi pa je navdušenje nad ISIS-om 25%. Ne? Iz česar izhaja, ne, da to, tudi ta terorizem ni morda uvožen, ampak nastaja recimo na Zahodu. Ne? Vprašanje pa je to samo lahko rečemo ekonomska stvar, recimo smo zabredli v neke dolžniške zadeve in potem se to avtomatsko rojeva to, ali smo pa civilizacijsko na neki točki, ker je ta kriza, se reče kriza vrednot ali karkoli, ne? Smo izgubili kompas nekje drugje, ali pa je kapitalizem šel v nek ekstrem čisto, recimo potiskanja v intimo ljudi in te zgodbe. Ne? Torej, govorimo o tej krizi. Ne? Ja, jaz mislim, da civilizacijska absolutno ni beseda, pod katero bi se jaz podpisala. Mislim, da je to že neka ideološka zavesa, ko začnemo govoriti o bodi si o propadu civilizacijskih vrednot ali pa spopadu civilizacije, karkoli. V osnovi je to
politična kriza, če hočete. In to v nekem zelo natančnem pomenu, seveda tudi ekonomska, ampak politična natanko v tem smislu, da to, kar manjka, ni uton civilizacije, zaton pobeg civilizacije, ampak pobeg politike. Pobeg politike v smislu nekega projekta, neke konsistentne politike, vizije tega, kaj pravzaprav sploh počnemo, ko recimo vodimo države, nacije, skupnosti takšne in drugačne. Skratka, to je absolutno v krizi. In mislim, da to je neverjetno, kako je recimo, če gledate kakršnokoli poročanje o čemarkoli, kako je to vprašanje popolnoma, skratka, besedo politiko, slišite, da so pač politiki vsi umazani, pa da seveda vemo, da je politika slaba, ampak to, kar jaz hočem reči, ni to, politike ni, v tem močnem pomenu je ni in politika tukaj ravno je civilizacija v tem pomenu, da pač da nek kompas, recimo, če tako rečemo, neko orientacijo v svetu, neko konec koncev razumsko strukturo, neko upanje, je nek emancipacijski projekt lahko, skratka, politike v tem smislu pač ni, ali pa jo je zelo malo. In zanimivo je gledati, ne vem, to je prav neverjetno, kako zdaj, ko so pač recimo okrog vse problematike beguncev, zmeraj se poudarja, še zdaj sem videla začetek Dnevnika, ravno preden sem šla, to je hkrati humanitarno in varnostno vprašanje. To kar manjka, to se skozi ponavlja, je humanitarno, seveda ubogi reveži, pa je varnostno, hkrati ti reveži so nam huda grožnja. To, kar je pa dejanski problem, je pa politično vprašanje. To je dejansko je politično vprašanje, v prvi vrsti je politično vprašanje. In to, kar je problem, mislim, ko pač se delamo, da to ni politično vprašanje, se potem po drugi strani tudi ena floskola, ki se mi zdi popolnoma, mislim, jo je zauzeti dobesedno, pa pač ustrajati na njej, tudi zelo popularno je reči, treba je nasloviti zdaj vzroke krize. No, kaj so zdaj vzroki krize? Vzroki krize spet so politični. Politično-ekonomski, geopolitični in tako naprej. Ampak to je, nasloviti vzroke krize je dejansko, vsi to ponavljam, ampak dejansko je to prekleto težko. Zakaj je prekleto težko? Zaradi tega, ker če pogledate zemljevid tega, kaj se dogaja recimo zadnjih toliko let, vidite, da je vsaka država, ki danes kjerkoli je na tem zemljevidu, je bila najmanj parkrat, če ne tako rečem, v posteli s sovražnikom. In to, kar se pač zdaj rekla, po svetu hodijo in se doma in po svetu mečejo v zrak nastanku, rekla, otroci teh patoloških zvez. Mislim, tako da hočem reči, tukaj je ni načina, kako, bom rekla, na ravni držav, ne, če zdaj probamo reči, bomo dali neko koalicijo, pa se bomo zdaj s tem spopadli. Problem je v tem, da je praktično vsaka, sploh pa v teh velikih držav, upletena tako ali drugače, pa ne mislim samo kriva pa odgovorna, ampak še zdaj aktivno, dejavno, ne vem, ta vprašanja so bila že povezana, postavljena, kaj recimo ISIS, kako se oni financirajo na nek način. Zdaj, v tem se sploh ne ve, kako oni prodajajo nafto. Najbrž ni tam pred glavnim štabom neka prodajalna nafte, ker pač prihajajo pol ljudi iz celega sveta pa to kupujejo, ampak so kanali, to je struktura, to je organizacija in tukaj mislim, da na marsikateri točki od oboroževanja do seveda še drugih partikularnih interesov se za to, ko bi rekla, manifestno vsebino držav, partnerstv, načelnih pač boja proti terorizmu, se dejansko dogajajo neka popolnoma obskurna zavezništva, ki to sliko čist in zameglijo, kjer so natanko tisti, ki so recimo manifestno morajo na tej obskurni ravni podpirati to ali ono, zato da pač nek drug interes, ki je tudi v igri, pride na svoj račun. In tukaj mislim, da so države neke tvorbe, ki nažalost kot države so tako razcepljene s tem, če ne tako rečem, notranjim antagonizmom in protislovji v tem zemljevidu, ki je konfuzen, da dejansko ni načina, kako bi tukaj lahko to na čisto postavili pa rekli, ok, zdaj pa tole je pa zdaj vzrok, zdaj bomo pa ta vzrok, mislim, jaz bi zelo rada slišala, da bi nekdo povedal, kaj je zdaj tisti vzrok, ki ga bomo z vsemi topovi napadali. Tako, mislim, ja. Zdaj, tudi, če pogledamo zdaj zadnje debate med intelektualci o tem, kaj je vzrok ali pa ni vzrok ali je vzrok, se zdi, da je precej zmedeno že vse skupaj. In tukaj bi vas prosil, če imate morda, lahko bi to zmedo razblinili,
Lahko povem en primer. Zdaj, ko so begunci prišli, smo rekli, da je treba reagirati humanitarno. Po drugi strani pa smo potem spet rekli, da humanitarna reakcija je rasistična. Ne? Tudi ni prav. Ne? Potem drug primer, to so ljudje, moramo biti z njimi solidarni, moramo jih razumeti kot razredno, torej kot isto brezpravne, kot so brezpravni naši delavci. Ne? Ampak potem spet je druga reakcija, ki pravi celo, torej tudi iz levice, da vendarle gre za drugo kulturo, ki nikoli ne bo spoštovala naših človekovih pravic in da jih moramo tukaj recimo napasti, besedno. Ne. Torej, sploh več človek ne ve, kaj se zdaj pravzaprav dogaja, kako naj. Ne, in se mi zdi, potem večinoma se ljudje dajo glavo v pesek. Ne. Ja, ne vem, če probam malo dati imena na te vaše teze in če prepoznam v tej zadnji nekaj, s čimer opisujete, ne vem, stališče Slavoja Žižka, potem bi rekla, da je to zelo tendenciozna interpretacija, ker iz tega, kar je napisal, za moj nikakor ne izhaja to, da moramo enostavno upoštevati, da je to druga kultura, ki ne bo nikoli sprejela. Mislim, da na ta način brati tisto serijo tabujev, s katerimi se moramo soočati, je po mojem zelo že tendenciozna interpretacija. No, in mislim, da je to, kar trdi, je natanko nasprotno, da ravno da bi preprečili neko takšno reakcijo, je treba resno se soočati z nekaterimi stvarmi, ne jih pa samo, ko bi rekla, ne zatuškati, ne vem, bom rekla tako, če vam dam nek drug primer, kjer se je že enkrat izpostavil v neki zelo podobni, z neko zelo podobno logiko ali pa gesto, takrat, ko mislim, da je bil eden zelo redkih tukaj, ki je, vsakič, ko se je v nekem trenutku razvnela ta debata povojnih pobojev, rekel tako, ravno zato, ker smo na strani komunistov proti fašistov, je treba enoznačno, brez najmanjšega oklevanja, odprto obsoditi to kot nedopustno. To je bilo zločinsko dejanje po vojni, seveda to je bilo narobe. In mi smo prvi, ki moramo to reči. Ne pa iti v neko tako, ja, pa veste, pa je treba razumeti, pa kontekst, pa tako, seveda so bile okoliščine, rečem, da ne, ampak to je neka logika, če probamo samo to pod preprogo pomesti, pa reči, seveda, no, tudi smo kaj zagrešali, ampak da je to neoportuno to ponavljati, ne, v teh naših konkretnih bojih. To mislim, da se dejansko, in tukaj ima nos politični Žižek absoluten, to je tista prva poteza, ki jo daš nekomu, da te lahko potem neskončno sesiljuje, konec koncev, z neko tako. Vsi imamo nekaj tako na delu, zdaj se bomo pa, mislim, da ta, ko bi rekla, obtožba ali pa eksplicitno priznanje nekih stvari, ki jih konec koncev sam narediš narobe, to je nekaj, kar moramo in sebi in drugemu dopustiti, da to naredi. In se ni teh igric, tako zdaj pa tako, če pa recimo, ne vem, musliman nekoga naredi nekaj takega, kar bi tukaj absolutno obsojali, pa bomo zdaj rekli, ne, ampak zdaj pa to ni ta trenutek dobro obsoditi, ker bo se upisali v cel kontekst. To mislim, da je dejansko s tem hranimo, to je voda na mlin vse homofobije, ki pa je realna in ki se še kako dogaja. To je potem prva reakcija, ja, zakaj pa za njega ne velja to. Mislim, da poanta, kakor sem jo jaz razumela, no, tistega absolutno ni bila ta, zdaj pa jaz Žižek verjamem, da oni ne bodo nikoli tega sprejeli, ampak je bilo prav nasprotno, a res hočemo, da pride tukaj do nekega premika naprej, ali bomo samo skrbeli za to, da bo vsak rekel tisto, kar se predpostavlja, da bo pač levičar rekel, pa Bog ne da, in mislim, da je to nekaj, recimo, če zdaj še malo nadaljujem v zvezi s to istočnico, no pa ne mislim zdaj tako osebno, ampak te odzivi, to vse, kar se je usulo na njega po tem tekstu, no, se mi zdi, da so simptomatični v nekem smislu, namreč, da je modus ali pa diskurs, ki se je uveljavil v pač napadu levice na ta tekst, je tako bi rekla, srhljivo spominja na nek diskurs, ki ga sami te kritiki sicer globoko prezirajo, namreč na diskurs varuhov meje. Varuhov meje levice. Kaj še lahko rečeš, da si... Tako, občutek imam, da se dejansko že dolgo časa levica nekako malo se seda v nek skupek stališč ali pa mnenj, ki jih moraš imeti, pa se registriraš kot pravi levičar, pa si s tem opravil svojo nalogo. No.
In že samo noben ne govori sploh, ali pa zelo malo, no, ne vem, o konkretnih vprašanjih, ja, kakorkoli za ali proti, ki so ti tabuji, ki si jih tam izpostavil, ampak je samo tisto rdeča luč, tako malo se mi zdi kot v teh prisluškovanjih, ne vem, ko so ti vici, ki zdaj krožijo, alah, grem nekam, rekel je alah, pa ga takoj zaprejo na letališču, da tukaj nekaj rečeš, rdeča luč, takoj stran z njim, to je pa skratka, sploh ni debate, to delujemo vsi samo še na neke stimule, to se uvršča sem, to tja, mišljenje pa odpove, no, tam, kjer bi se mi zdi se lahko začeli razmišljati. Ampak sem pa hotela se vrniti v bistvu k tem vprašanju revežev pa solidarnosti, pa jaz mislim, da to vprašanje, ki se dejansko skozi ponavlja, a lahko, kako to, ne, da recimo reveži pri nas ne solidarizirajo z begunci, ali pa kako to, da imamo pač te skupine najbolj deprivilegiranih posod po svetu, to so bili tudi primeri, ne vem, izgredov v Ameriki, kjer so razbijali, ne vem, trgovine drugi manjšini, ne pa ne in tako. Tako, kako to, da se v nekih takih situacijah ljudje, med katerimi bi pričakovali neko naravno zavezništvo, prav nasprotno pride do neke agresije, do še hujšega rasizma. Jaz mislim, da je to, bom rekla, to mene absolutno ne preseneča. Kar je napačno, je namreč ta predstava, da je beda, da je revščina nekaj, kar kakorkoli osvobaja, ne vem, predsodkov ali česa. Da je beda nekaj, kar samo po sebi je združujoče, združuje ljudi, da nekaj dobrega iz njih potegne. Da je, ali pa trpljenje, če hočete, nas pa zdaj oplemeniti, ali pa da je beda in revščina nekaj, kar nas uklešči vsega nepotrebnega balasta, pa smo pol, ne vem, samo še čisto človeško bistvo. Ne, jaz mislim, da pač evidentni nauk, ne vem, vse zgodovine je to, da revščina in beda, to je zlo, ki ga je treba iztrebati, ne pa romantizirati. Tukaj ni prav nič lepega ni v tem, če pač nimaš kaj jesti, pa če se moraš vlačiti po blatu naokrog. In to lahko romantiziraš samo, ja, takole, če se pogovarjamo. Tako da tukaj seveda samo po sebi lahko imamo milijone, milijarde ljudi, ki so v popolni bedi, ampak to je statistična masa, ki kot taka absolutno ni politični subjekt. Politični subjekt, se pravi nekaj, kar je več kot samo kanon futer ali pa ne vem kakšen koli futer, lahko postane šele v trenutku, ja, ko se poveže v nekem tretjem, v neki tretji stvari, skratka, ko je nek skupen projekt, ko je neka skupni boj, konec koncev, če je za izhod iz revščine, karkoli, ampak samo po sebi ni v tem še nič, in v tem je problem, zato mislim, da je zelo preveč romantično misliti, da če bomo pa konec koncev, da bo kapitalizem kar sam se bo pač požaril, ker konec koncev ne bo več nikogar, ki bi to kupoval, potem bo samo še beda, potem bo pa lepši svet. Ne? Mislim, da ni nujno, da bo lepši svet. Samo po sebi to sploh ni jamstvo ničesar. Zato, če hočeš lepši svet, rabiš še kako razmislek, organizacijo, ne vem, karkoli, tukaj pač idejo. Ne pa, in mislim, da je to je prej normalno, da pač tukaj ni solidarnosti. Ja, vsi so v dreku in pač nimajo lih volje in razpoloženja se ukvarjati z... Zdaj vi tu dejansko zahtevate neko novo internacionalo, ne? Torej delavsko gibanje, nekoč je bilo, je razbito, zdaj pa se izkoriščani med sabo jejo, ne? Razlike med bogatimi in revnimi so ne samo med državami, ampak tudi znotraj zahodnega sveta, tudi tukaj imamo ljudje, ki živijo čist na robu, ki pa se zdaj ravno ti, če povzamem, borijo ali pa se predstavljajo recimo beguncem. Zdaj, ampak, a vi vidite kakršnikoli način neke nove internacionale ali pa razredne zavesti, da bi se ljudje zavedali, da pripadajo dejansko istemu sloju v tej strukturi, nekaj, kar nastaja, morda? Ja, mislim, da bi rekla, da zdaj ta hip vidim nek politični subjekt, ki že obstaja in ki bi lahko to povezal, v tem smislu vsekakor ne. Je pa dejstvo, da se pojavljajo stvari, pa da se mogoče, ne vem, lahko da bodo se spet nehali pojavljati, ampak da se mogoče z malo večjo frekvenco recimo pojavljajo neka gibanja, ki vsaj za hip
zadišijo po nečem malo bolj internacionalnem. Čeprav je dejstvo, da tukaj je interes tovrstne segregacije, pa tovrstnih, če hočete, ograj, ki so popolnoma virtualne, imajo pa še veliko večjo moč, ne vem, od bodeče žice, kako ločiti ljudi med sabo, da se to ne zgodi. Jasno, da v to je vloženo veliko pač, ne vem, ideološkega in vsakršnega truda. Tako da se pač, mislim, da je tudi tukaj ena se pač lahko človek tako abstraktno reče, ampak dejstvo je, da se tudi moramo malo senzibilizirati za to, kje se sploh lahko kaj takega pojavi. Se mi zdi, da malo je tudi to problem, da pričakujemo to zadevo na običajnih kontih, tam, kjer smo bili do zdaj recimo navajeni, da se je mogoče kaj pojavilo. Lahko se tudi pojavi po neki čisto drugi poti. Mislim, tako da ni v tem načinu pač socialistične, ne vem, komunistične internacionale, kot se je pač enkrat pojavilo vprašanje, če se lahko, oziroma bom rekla, samo to dejstvo, da se pojavi, ponavadi že predpostavlja nek drug dogodek pred tem, no, ki to, kar je ta hip zgleda popolnoma nemogoče, kar naenkrat naredi mogoče. In jaz mislim, da te dogodki se zgodijo, ali pa tudi ne, ampak so stvari, ki situacijo lahko v hipu obrnejo. In potem je vse odvisno od tega, kako takrat reagiramo, pa če to prepoznamo. Tako da jaz nisem popolni pesimist, da se to ne bi moglo narediti, sem pa pesimist v tem smislu, da pa ne vidim zdaj nekega telosa ali pa nekega procesa, ki bi že kar vodil tja, zdaj mu samo sledimo, pa bomo slej ko prej končali tam. Mislim, da tukaj pa še nismo. In je, da problemi so veliko hujši, no, ker kapitalizem dejansko deluje že po neki čisto drugi logiki, no, kjer sploh ne rabi več teh običajnih parametrov, od, ne vem, demokracije do česa drugega, kjer smo vajeni, da mogoče lahko čemu pridemo blizu, ampak se pač transformiraš v neko drugo obliko. Kakšno? Ja, recimo totalitarizmi ali pa nek konec koncev enopartijski sistem pa kapitalizem lahko perfektno funkcionirata, recimo kot v primeru Kitajske. Skratka, ne pomeni to, kar smo ponavadi avtomatično povezovali ali pa videli kot eno in isto, recimo nek določen liberalizem, neka določena svoboda, demokracija, kakorkoli, in pa pač pohod kapitala, to se je na nek način zdaj razšlo in tukaj so neki čas za analizo, mislim, so neke nove analize, ki tudi iz tega izhajajo. Tako da zato pravim, da mogoče ne pričakuješ niti na pravem koncu ali pa nekaj, kar je še nedavno sploh ni bilo niti najmanjša subverzivnost to reči, pričo kapitalizma, zdaj mogoče bo postalo, ker stvar pač nastajajo neki tektonski premiki. To, kar ste dejansko povedali tudi prej pri Žižku, je očitek, da ko levica svojega dela ne opravi, če ga opravi slabo, pride na vrsto desnica za svojimi rešitvami in to je ta strah. Ne? Če recimo v tej krizi levica ne bo primerno naredila to, kar bi morala, bo prišlo do desne reakcije, ki pa vodi, vemo, kam. Ampak v začetku leta je bilo upanje kar veliko. Šele zdaj se nekako smo prišli v neko drugo obdobje. Celo se zdi, da se je po različnih državah neka zavest začela vzpostavljati. Predtem smo dolgo časa govorili o tem, da levica ne opravlja svojega dela. Tudi v Sloveniji, smo imeli forum za levico, sektaštvo. Zdaj pa se mi zdi, da je vseeno nastala neka platforma, recimo govorimo o Pikettyju, ki je postal ikona, ali pa tudi Sirizi, ali pa Varoufakisu, ki gradijo neke povezave in tudi posamezne stranke, recimo. To je neka kvalitativna sprememba glede na prejšnja obdobja. Tako da, se vam res zdi, da levica ne opravlja svojega dela ali pa da je propadla, da je tukaj, da ni opravi, da ni šlo in je zdaj prišla desna reakcija?
Ne, jaz mislim, da če pogledamo zadnjih tok 50, kakorkoli, ali pa 20-30 let, mislim, da to lahko rečemo, da pač na nek način je levica dvignila roke. No. Mislim, zdaj lahko, da tudi ni bilo, mislim, sej to ni zdaj neka obtožba, tudi mi zdaj, da neko samo, kaj bi rekla, neko v tem smislu samokritika, konec koncev je, ne vem, tudi, če je posebej smiselna. To, kar mislim, kar sem hotela reči, je prvič to, če se za hip vrnem prvemu delu vprašanja. Moja poanta niti ni bila to v tem, da dajmo zdaj, če ne bomo zdaj nekaj naredili, bo pa zdaj desnica zavzela ta prostor. Poanta je bila bolj tem, da nas to v bistvu na nek način še preveč skrbi, ko recimo razmišljamo levo, da bi bilo mogoče boljše izhajati iz sebe, če ne tako rečem, karkoli že ta sebe je, in tisto agendo, in ja, v tem smislu, recimo tudi dejanja, ki so recimo z nekim našim emancipatornim, kakršnim koli vrednostnim sistemom nezdružljiva, pač obsoditi kot taka, ne zato, ker so njihova, naša, in iz tega izhajati, ne se pa ves čas samo sekirati, kako bo to izpadlo. Seveda, da so neki strateški razmisleki, pa kdo človek kdaj reče, kaj v pravem trenutku ali pa ne, ampak vse je neka pretirana obsesija samo s tem, kaj narediti, da probati vključiti odgovor drugega v nekaj, kar probaš pač narediti, to ponavadi ni avantgarda, to ponavadi ni nekaj, kar lahko ponese neko gibanje naprej. In tukaj je pač ta zalet, ta moč, ta impuls je absolutno zmagal in je na neko reagiranje, na neke zadeve, skratka iniciative levica zelo dolgo ni imela. Drži, da se je zdaj začel pojavljati Varoufakis, čeprav razumem, tudi zdaj resno razmišlja o neki internacionali, o neke vrste pač internacionali in tudi faktično gradi. Samo upam, da bo pač ta zadeva uspela, če je to prava beseda, pač imela moč prebiti to pač enoumje, ki nedvomno vlada. Tako da je pa, mislim, da je in Piketty in te debate, to mislim, da je absolutno ne samo hvalevredno, prava stvar, da se je to zgodilo. Je pa tudi res, mislim, da do neke mere se pa vendarle strinjam s tem, kar mislim, da je bil tudi še Slavojev, kaj bi rekla, opomba k Pikettyju, da problem je bolj druge, problem je v tem, da če bi hoteli enostavno implantirati samo to enostavno rešitev, ki jo on daje in ki jo da, ker se ne pusti stvari v oblakih, se zelo jasno pove, kaj bi bilo treba narediti, bi to že predpostavljali globalno revolucijo. Zdaj ni neke sile, ki bo zdaj kar to sprovedla, to ni nekaj, ki bomo zdaj šli na referendum, a smo za Pikettyjevo, to pa bomo zmagali na referendum. V tem je problem in tukaj je tisto, kar se znova in znova vrača, da na nek način to vrstne rešitve, ki so jih absolutno pametni ljudje premislili in tudi že, ko bi rekla, v marsikateri točki izpeljali, hkrati predpostavljajo neko radikalno prestrukturacijo načina, kako pač svet deluje v politično-ekonomskem smislu. In tukaj je ta težava, ob katero slej ko prej zmeraj znova pridemo. Pač da, seveda, ja, rešitve, seveda ideja tega, kako naj bi svet zgledal potem, ampak je pa predtem pa še nekaj manjka. No. Torej, zdaj smo prišli do točke, ko bomo rešili svet, da smo naredili takšen krog. Poleti smo tukaj, smo gostili Srečka Horvata. Ne? Vi ste govorili o neke vrste revoluciji, recimo, do kar bi lahko prišlo, kaj bo prišlo, če bi zdaj realizirali te teze, bi bila to res revolucija. Zdaj, on, tudi Srečko Horvat sodeluje v teh debatah, ne, tudi z Varoufakisom in tako naprej, ampak njegova teza je sledeča, ne, da to je ena dimenzija, torej ekonomsko-politični odgovori v javnosti, ampak potem on dodaja, vsa resnična gibanja, vse spremembe so se začele tudi z razmišljanjem recimo o ljubezni, ne, z neko revolucijo ljubezni. 60. leta, ne, so tukaj imela neko svoje izhodišče tudi. Pa me zanima, se vi s tem strinjate, da to danes manjka pri teh razmislekih in da je to neka dimenzija, ki bi morala biti potrebna? Torej, da ko imamo neke ideje, kako predrugačiti javno sfero, bi to moralo biti hkrati
s tem prihajati ideje, kako imeti drugačno zasebno sfero. Torej, to so razmišljanje o zasebnosti, intimnosti, karkoli. Ja, tako bom rekla. Jaz do neke točke se sicer strinjam s tem, ker tudi poznam to knjigo. Hkrati pa je od neke točke naprej pa v bistvu mislim, da bi se najne razmišljanje šla vsak v svojo smer. Skratka, jaz te paralele ne bi vlekla na ravni, ko bi rekla, neke empirije ljubezni in politike, v smislu pač, ko pač on izpeljuje, da pač ljubezensko življenje Che Guevare je še kako relevantno za njegovo politično življenje. Zdaj, jaz recimo te teze ne bi postavila. Jaz mislim, da tukaj je ali pa ni, mislim, ta povezava obstaja ali pa ne obstaja, ampak jo na tej ravni neke kauzalnosti v tem, kako se znamo ljubiti, pa kako znamo, ne vem, urejati svet, pač ne bi postavila. Mislim, da tudi zgodovinsko, če pogledamo, lahko najdemo kakršnekoli kombinacije enega in drugega. Tam, kjer pa bi se strinjala, pa je, da je neka, kako bi rekla, strukturna sorodnost, nek strukturno soroden problem, na katerega sem probala na začetku upozoriti in zaradi katerega se dejansko velikokrat zgodi, da če problema skupnosti, da mislim, da tam, ko zmanjka skupnost, zmanjka tudi ljubezen. V smislu ravno ljubezni, ki ni niti pač neka pač enostavno kompromisna tvorba, niti samo neka pogodba o, kot bi rekel Kant, o vzajemni uporabi spolnih organov, ampak je pač nekaj tretjega, ker dejansko, kaj konec koncev ljubezen v tem smislu, pač emfatična, in tudi on uporablja, to je dejansko neka tretja dimenzija glede na dva. No. To je že rekla, veliki drug, to je že pač tisto, podobno kot pri skupnosti, tisto, kar je več kot pač seštevek nekih posameznikov in kar da logiki para, recimo, če postanemo pri tem, neko specifičnost, ki ni izvedljiva ne na enega, ne na drugega, ne na njun seštevek. In nekaj podobnega se dejansko zgodi v logiki razmisleka skupnosti, ne vem, rečete temu komunizem, kakorkoli, kaj je zdaj tisto, kar je skupnost, kaj je logika skupnosti, ki ima neko svojo življenje, konec koncev neke svojo logiko in pot, ki ni izvedljiva ki pač, in tudi neko mesto, konec koncev, kjer lahko nastajajo nove ideje, kjer se porajajo nove stvari, ki potem nazaj vplivajo na to, kaj sploh konec koncev ljudje mislijo v tem unem tretjem. Ne, da zdaj ta grassroot, ne, da zdaj zmeri vprašamo, konec koncev je tudi demokracija malo to tempera, ne, da v tem smislu samo demokracija, da vse pride od spodaj, hkrati pa Bog ne dej, da bi iz te množice nastala neka ideja, ki bi pa mogoče jo potegnila v višave, to je pa že bolj sumljivo. Ne. Tako da v tem smislu jaz recimo vidim neko homologijo v strukturi, zaradi katere tudi lahko rečemo, da ko je eno v krizi, se recimo to tudi pozna na drugem, ker zmanjka tudi to vrstne platforme ali pa domišljije, ne bi pa tako čist, tako bi rekla, šla v to skoraj romantiko te izpeljav oziroma analize ljubezenskih razmerij velikih revolucionarjev, kot pač on v svoji knjigi gre. Torej, če povzamem, ko bomo enkrat kvalitetno rešili javne probleme, bomo tudi srečni ali pa veliko bolj srečni v zasebnem življenju, v ljubezni. Mislim, da to do neke nemale mere drži. Ja, da bi lahko tako. Sicer nismo nič rekli še o šalah, pa o komičnem, ne? To je tudi ena izmed vaših stvari, s katerimi se ukvarjate, z vici. Veste kakšnega? Kater je najboljši? Ne, zdaj pa že dolgo časa nisem kakšnega dobrega slišala, tako da če ne vem, če... Pa tudi moram reči, da vici niso tako zelo, mislim, ja, jaz sem se bolj s komičnim ukvarjala, ker je še malo specifična kategorija, ampak dobrega vica pa dejansko nisem že nekaj časa slišala. Ok. Jaz, malo se čeno kakšno vprašanje, recimo, kakšen osebni problem, ki bi ga radi rešili. Tu je zdaj idealna priložnost. No.
Zdaj, ali je to, da noben nič nima, ali pa se ne upa noben dvigniti roke? Ne bo nič, če ne gremo na pivo. Kakšno vprašanje? Dobro, nič ne bo. Ok, potem pa se najlepše zahvaljujem. Super je bilo, hvala. Pa gremo nekaj. Hvala.